Že 8 leto zapored pa bodo svojim vrstnikom pomagali dijaki gimnazije Celje Center. S koncertom ta petek bodo namreč podali roko nekdanji dijakinji Veroniki in pa osnovnošolcu Alenu. Več o tem z dijakinjama 4. Č, Špelo in Hano. Dobro jutro obema. Dobro jutro. Špela, za sam začetek 8. zapored, kot rečeno, pripravljate ta dobrodelni humanitarni koncert. Dijaki gimnazije Celje Center skupaj z Interakt klubom Celje. Kaj vas žene, da se že skoraj desetletje dijaki spoprijemate z organizacijo takšnega dogodka? Ja, predvsem seveda pomoč drugim, ki je naše vodilo. Na ta koncert smo ponosni predvsem zato, ker se izvaja na pobudo dijakov in smo dijaki tisti, ki ta koncert želimo organizirati in ga tudi organiziramo, seveda s pomočjo profesorjev, ki imajo več izkušenj od nas. Ampak ja, to je ena teh stvari, ki je v bistvu zelo pomembna pri tem koncertu. Pa tudi zato, ker najdemo zgodbe, ki so resnično potrebne naše pomoči in jih tudi predstavimo javnosti, da potem tudi javnost vidi in jim v končni fazi tudi javnost pomaga, kar pa je potem tudi največ vredno. Hana, kakšno je zavedanje med dijaki? Pridejo na koncert, se ga veselijo, ali je to pač nekaj, kar se na šoli dogaja, pa je treba iti? No, glede na to, da sicer letos se sam koncert organizira zadnji dan pred počitnicami, vemo, da je vzhičenost dijakov seveda še toliko večja, sploh pred samimi počitnicami, ampak ne glede na to, mislim, da imamo letos dve zgodbi, ki sta marsikateremu v bistvu vzela sapo, ko so pravzaprav slišali samo predstavitev namena koncerta. Hkrati pa tudi mislim, da celoten program, ki bo letos zelo pester, bo privabil marsikaterega dijaka in mislim, da bodo v dvorani pravzaprav počakali do tiste zadnje minute, ko bomo seveda podelili letošnjo donacijo, tako da mislim, da ja, zaveščenost je dobra in seveda s tem smo mi tudi pomagali. Kot sem omenil, gre za nekdanjo dijakinjo Veroniko in pa osnovnošolca Alena. Kdo sta, kakšni sta njuni zgodbi, zakaj ima je vredno pomagati? Alen je osnovnošolec hodi v 6. razred na 4. osnovni šoli Celje. Njegovo zgodbo je ena od naših dijakinj poznala in ga je tudi izpostavila, ko smo iskali oziroma izbirali, komu bi sploh pomagali. Jaz sem se tudi z njim in njegovo mamico srečala. Njegova zgodba pa je kratka. Začelo se je lani januarja, ko je Alenu bilo večkrat slabo, je želel oditi od pouka. Potem so pa maja bi morali oditi v šolo v naravi in so mamica in razredničarka sta opazili na vratu bulo, povečano bezgavko. In so potem šli k zdravniku, da bi lahko dobili potrdilo, da je z njim vse v redu, da bi lahko šel v to šolo v naravi. Ampak zdravnik je potem opazil nekatere nepravilnosti, naredili so še več testov in potem so julija ugotovili, da gre za raka, za limfoma, za krvnega raka. Njuna stiska je pa še toliko večja, ker sta sama, ker sta se mamica in oče sta se ločila, ko je bil Alen star 4 leta, od takrat naprej mamica tudi brezposelna in si enostavno ne more privoščiti poleg vseh življenjskih stroškov še prevoze, zdravljenje v bolnišnici, zdravila, tako dalje. Pa Veronika? Druga, ki smo jo se pravi letos izbrali, v bistvu, da ji bomo pomagali, je pa Veronika. Verjetno zelo, mislim, ste že slišali mogoče za odmevno nesrečo, ki se je zgodila lani v Medlogu, ker je pravzaprav bila udeležena v prometni nesreči tako njena mama kot ona. V tej tragični nesreči je izgubila življenje njena mama, ona pa je seveda ostala v tem seveda tudi s tragičnimi posledicami, sicer z opeklinami, pravzaprav tudi brez nekaterih udov. In zaradi teh tragičnih posledic bo seveda mogla v prihodnosti imeti verjetno številne plastične operacije, ki pa vemo, da so velik finančni zalogaj za njeno družino. Trenutno zanjo skrbita stari oče in pa oče, kar seveda njima predstavlja v bistvu, bom rekla, kar veliko težav. Tako da mislimo pač, da je njej seveda tukaj vredno pomagati. In kar nas je predvsem inspiriralo, je pa njena volja do življenja, kljub vsem težavam, s katerimi se sooča. Sam dobrodelni koncert je ta petek, kot rečeno, tik pred začetkom počitnic. Kdo so tisti, ki bodo razveseljevali vajene kolege in pa kolege v srednji šoli? Začeli bomo vsekakor s himno gimnazije Celje Center, ki jo bodo izvajali domači izvajalci, naš šolski bend.
Potem pa so se našemu povabilu odzvali skupina Rčok, ki jo sestavljajo nekdanji in pa sedanji dijaki Šolskega centra Celje, in pa skupina Akamela, to je pa skupina, ki poje a cappella glasbo. Prišlo je do manjših nevšečnosti, ampak upamo, da jih bomo uredili in pač lahko predstavili še enega izvajalca na našem koncertu. Koncert v vsakem primeru torej bo. Kako lahko pomagajo morda vsi tisti, ki na sam koncert ne morejo, ne utegnejo? Verjetno se je najbolje obrniti na Interakt ali pa na vašo šolo. Tako je najbolje, da kontaktirajo Interakt klub Celje oziroma Gimnazijo Celje Center. Pomagajo lahko z donacijami ali pa tako, da mogoče pridejo do samega kontakta teh dveh, Alena in Veronike. Veronika vem, da ima tudi odprt račun pri Rdečem križu, tako da veliko je načinov, kjer bi lahko pomagali, samo v kontakt je treba stopiti. Tako uspešno izpeljamo koncerte in potem tudi prijetne počitnice, pa vsekakor še naprej tovrstne akcije naj ostajajo tako uspešne, kot so do sedaj. Hvala lepa za obisk.